Ali ste že slišali za jutranje in večerne rituale čiščenja in negovanja kože s kozmetiko Majerula? Ali veste, kaj vaša koža sploh potrebuje in kaj je dobro zanjo? Saj veste, da je zelo pomembno, da ne le kaj dajemo vase, ampak tudi nase. Z mano je velika zagovornica naravne in ekološke kozmetike, ki je prva v Sloveniji za svojo kozmetiko prejela tudi mednarodni certifikat aktivne in organske kozmetike. Kaj pravzaprav to pomeni, pa nam bo v pogovoru razložila ustanoviteljica blagovne znamke Majerula, magistra farmacije Darja Gornjak Korošec. Pozdravljena. Živjo. Darja, zelo mi je všeč tvoja zgodba. Magistra farmacije, 2 desetletji si delala v lekarni, ves čas si bila nekako obdana s kemijo, s kemičnimi sestavinami, ampak a si se že takrat spogledovala s to naravno kozmetiko? Ja, po moje se spogledujem že kar lep čas, me vleče v te naravne vode. Na fakulteti je bila to fitoterapija, kasneje homeopatija, aromaterapija, no zdaj na koncu pa naravna kozmetika. Zaradi tega področja sem potem tudi službo v lekarni zamenjala za podjetništvo. Očitno sem v teh vodah iskala svoje poslanstvo. In v bistvu si že takrat vedela oziroma si bila tako ozaveščena, da si vedela, da kemične sestavine lahko tvojo kožo obremenijo ali pa celo škodujejo. Si to vedela že takrat? Po moje se tega zelo dobro zavedam vsaj zadnjih 10 let. Ni vseeno, kaj nanašamo na svojo kožo, ali je to naravna kozmetika ali kozmetika, ki lahko vsebuje nevarne kemične spojine. Za naravno pravim, da je živa, saj uporablja sestavine iz narave, ki se lepo ujemajo s strukturo in delovanjem naše kože. In je varna, je učinkovita, razgradljiva, tako da ja, zdaj sem res velika zagovornica naravne kozmetike. Skratka, že zadnjih 10 let si potem nekako vedela, da je to tvoja pot, da te to vleče, ampak prelomnica pa je bila, ko si se odločila, da boš posvojila iz Afrike majhno 8-mesečno dojenčico. Ja, res, Maja je bila moja prelomnica. Pri svojih dobrih 40 letih, torej 10 let nazaj, sem začutila res en močen materinski klic tretjič. Očitno sem imela veliko ljubezni, ki bi jo rada še podelila naprej. In tako smo vsi 4 takrat 7 let nazaj odšli v Afriko in bilo je popolno ujemanje. In kako je v bistvu lepo nas vesolje nagradi. Ti si šla po nekoga, ker si čutila, da bi mu rada dala ljubezen. Maja pa ti je pokazala to pot, tvoje poslanstvo. In prav zaradi njene suhe kože, njenih suhih las si se v bistvu začela brskati intenzivno. Kako bi ji lahko pomagala? Ja, res je. Ona mi je pokazala pot do moje strasti in poslanstva. Kot temnopolta punčka je imela in še ima zelo suho kožo in suhe ter posebne lase. In želela sem jo negovati samo z naravno kozmetiko. Tako se je začelo moje izobraževanje na tem področju. Seveda sem se šolala doma in v tujini veliko in se v tem času spoznala s sestavinami za nego svoje kože, za nego zrele kože. In začela ustvarjati najprej zase. Potem pa sem bila tako navdušena in nad učinki in ker sama obožujem dotik in vonj narave na svoji koži, da sem želela navdušiti še druge ženske. Seveda je kozmetika primerna tudi za moške, za kogarkoli po 30. letu pravzaprav. In ponuditi učinkovito naravno kozmetiko, da lahko izrazijo svojo naravno lepoto. Predstavljam si, da kot človek izdeluje, tako kot si rekla, kozmetiko zase, daje najboljše sestavine, najbolj učinkovite sestavine v kozmetiko, ne? In tudi ti verjetno v to kozmetiko, ko si delala zase, si dajala to. In zdaj potem si začutila, da bi to rada, to, kar si dala in je tebi pomagalo, delila tudi z drugim, ne? Je pa ta smilj rdeča nit. Tako. Ja, v času šolanja aromaterapije sem spoznala eterično olje smilja.
se vanj zaljubila na prvi vonj in postal je rdeča nit moje kolekcije, kakor tudi olje marule. To je afriško olje, ki me je pritegnilo. Oba imata pomlajevalne lastnosti, seveda so vključene še druge super anti-age sestavine, tako da zase sem seveda hotela najboljša, ne, in sem vse izdelke kreirala torej zase, za svojo kožo. En izdelek je bil tudi narejen za mojo mami, ampak tudi meni zelo pride prav, sploh v zimskih mesecih, ker je bolj bogate sestave. Skratka, kozmetika je nastajala sistematično, je plod večletnega dela in zelo pomembno je, da poudariva, da si za svojo kozmetiko pridobila tudi 2 mednarodna certifikata, za katere so pač strogi kriteriji, in sicer za aktivno in organsko kozmetiko. Sem prav povedala? Tako je. In kaj dejansko to pomeni? Ko vidimo ta 2 certifikata na embalaži, kaj nam to garantira? Kaj tam not je, če nam poveš po domače? Kozmetika Majerula ima res 2 certifikata. Certifikat Organic, ki zagotavlja, da so vse sestavine ekološkega izvora, in pa certifikat Cosmetically Active, ki je nov na področju kozmetologije in dokazuje, da gre za aktivno kozmetiko naravnega izvora, ki resnično deluje. Da so aktivne sestavine v njej v zadostni koncentraciji, kajti le tako lahko na koži zagotavljajo specifične kozmetične učinke. Tako da oba in da dejansko deluje, ne? Tako. Oba imata res stroge kriterije in sem res ponosna, da sem jo pridobila. In ne spoštujeta samo naše kože, ampak tudi okolje, in nanj nimata neželenih učinkov. Mogoče na tem mestu povem še, da ni sestavin živalskega izvora. Je primerno za vegane, ne? Tako, sama sem veganka in se mi je zdelo to pomembno. Skratka, pod blagovno znamko Majerula najdemo 8 negovalnih izdelkov za kože, za telo, tudi ekološka razpršila. Povedala pa si mi, da vse sestavine izbiraš po intuiciji. Da se povezuješ s svojo kozmetiko. To je nekaj, kar ne slišimo prav pogosto. Ja, bom razložila, kaj mislim s to intuicijo. Gre za to, da sem se seveda izobrazila o vseh sestavinah, ki so prisotne v anti-age kozmetiki, a ne? Pa vendar potem sem jih v posamezni izdelek res nekako intuitivno zlagala za čim bolj sinergistični učinek. Izdelki se med seboj lepo dopolnjujejo in celovito negujejo našo kožo. Kakšno idejo sem dobila pa tudi v meditaciji za kakšen izdelek. Si dobila sporočilo, ne? Tako. Krasno. Ampak tvoja vizija, tvoja namera je, da se ženske s tvojo kozmetiko povežemo same s sabo, da najdemo ta stik, da v tem hitrem tempu življenja, ko smo obkrožene s številnimi obveznostmi, da si vzamemo ta čas in da s to kozmetiko, ki si jo nanašamo, čuječe, da se začutimo spet. Ja, moja namera je, da se v svoji koži počutimo dobro celostno, tako navzven kot navznoter, da si res vzamemo čas zase in čuječe, da je negovanje čuječe, da takrat vonjamo, se povežemo tudi z naravo, s temi naravnimi vonji, se dotikamo, čutimo in sprejemamo. Skratka, da to ni nanašanje kozmetike tako na hitro, mimo grede, ko piješ kavo, ampak da v bistvu si čuječ, zavesten, ne? Tako. Da se postaviš v ta sveti prostor in da, dokler nisem spoznala tebe, nikoli nisem razmišljala, da ko nanašaš kozmetiko, da si daš namero. Mislim, to mi je tako fascinantno, lepo te prosim to razloži. Recimo, povedala si mi, ko nanašam tonik, si dam namero. Ja, jaz se probam postaviti res čim bolj v ta sveti prostor, da je to takrat čas zame, ko se povežem s sabo in dostikrat združim negovanje z namero. To pomeni, da zjutraj, ko je moj prvi izdelek,
cvetni tonik, me ta prš teh čudovitih cvetlic na obrazu spomni, kakšen dan manifestiram, da sem tukaj zase in da si želim lep dan z lepimi občutki. Pravzaprav lahko v bistvu Priseremo vrtnic, recimo, ne? tako si v bistvu rečem, da želim doživljati čim več ljubezni in jo deliti. Tako da za vsak izdelek lahko imamo neko namero. Moje so moje, lahko da bo pa katera začutila malo drugače. Ne? Ampak to so ti jutranji in večerni rituali, ki si jih želiš, da jih ženske izvajajo. To se pravi, da si vzamejo čas, da začutijo kozmetiko in si dajo namero, ne? Tako, da v bistvu poglabljamo stik s sabo in kombiniramo to še z drugimi praksami, ne? Ali je to meditacija, ali je to poslušanje zdravilnih pesmi. Tudi to kombiniram zdaj v zadnjem času z negovanjem kozmetike. In tudi tukaj, seveda, zelo, nikoli nisem o tem razmišljala, ampak lepo se sliši, ne, da daš namero in je vse popolnoma drugače. Lahko povem, da tvoja kozmetika pa namen tvoje kozmetike ni samo, da skrbiš za to, da ženske uporabljajo naravno in ekološko kozmetiko, ampak da skrbiš tudi za planet. Torej za mamo Zemljo, vemo, da se s potrošniško obnašanje, kot da imamo 7 zemelj, imamo pa 1 zemljo in ti v bistvu si se odločila za trajnostni koncept poslovanja. Ja, res je, odločili smo se za trajnostni pristop. Želim, da z kozmetiko Majerula v bistvu res spremenimo negovanje v bolj zeleno. Ne samo, da je prijazna, kot sem že prej rekla, naši koži, ampak varuje tudi naš planet. Shranjena je v najbolj kvalitetno steklo, temno vijolične barve, ki dokazano ohranja tudi zdravilne lastnosti, vsebine. In vpeljali smo akcijo, bi rekla, vračila embalaže. To pomeni, da na 10 kosov vrnjene originalne embalaže lahko uporabnica izbere izdelek zase po lastni izbiri brezplačno. Krasno. Del tvojega poslanstva je pa tudi dobrodelnost, torej Afrika ti je dala punčko, ti je dala hčerko, ki ti je pokazala svoje poslanstvo in ti čutiš, da bi rada tej državi nekaj vrnila, ne? Ja, do Afrike res čutim eno posebno naklonjenost, seveda, in bi rada povezala najina svetova, čeprav je zdaj majin svet ta svet, ne bi želela, da pozabi na svoje korenine. Tako smo se odločili, da pomagamo najbolj ranljivim in pomagamo otrokom pri šolanju. Tako da 3% od vsakega prodanega izdelka namenimo temu. Tako da iskrena hvala vsakemu, ki je del te zgodbe. Darja, iskrena hvala tebi in čestitke za pogum, da si se iz cone udobja varne službe odločila, da boš sledila svoji poti, svojemu poslanstvu, da si izdelala izdelke iz ljubezni, ki ženskam pomagajo in seveda tudi moškim, da se lahko negujejo in začutijo na naraven in ekološki način. Vsekakor čestitke. Morda še za konec bi ti imela kakšno sporočilo za že sedanje uporabnike tvoje kozmetike ali pa mogoče bodoče? Jaz bi rekla, da je en moj moto zdaj v zadnjem času bodi dobro v svoji koži. In jaz se bom trudila, da bom dober, tako da pač polagam na srce vsem ostalim, da delimo v tej smeri, da se bomo imeli radi in sprejemali take, kot smo. In da smo vsi krasni in v bistvu na nek način tudi povezani, ne? Točno tako. Hvala, Darja. Hvala tebi.